Pozdravljeni, obiskovalci MS Reporterja. Saj, verjetno vsi veste, da bolniki za multiplo sklerozo smo kar radovedni. Pred časom sem ugotovila, da obstaja ena terapija, imenuje se Recoverix terapija. Taka močna beseda. In me zanima, kako v resnici ta terapija poteka. Kaj to sploh je? Ko sem gledala spletno stran, se mi je zdela zelo zanimiva, ampak tokrat smo pa prišli preveriti, kaj se tukaj dogaja. Kakšna je, ali kaj boli, ali kakšen napredek. Spremljajte nas, pa boste videli potek Recoverix terapije. Pozdravljeni. Zdravljeni. Zdaj najprej bomo dali na glavo kapo, ki ima elektrode. Elektrode bomo potem namazali z gelom. Evo, eno uho, še drugo. Bo me to kaj bolelo? Ne, to vas ne bo nič bolelo, to je enako, kot da greste na ultrazvok, pa vam namažejo kožo z gelom za prevodnost. Nič ne boli. Sicer z injekcijo to nanašamo, ampak ni. Injekcijo? Ja. Zato, da lahko pridemo v te elektrodice. Evo, moramo namazati vsako elektrodo. Seveda, ko želiš, ne gre. No, evo. Čist vredo, nič neprijetnega občutka. Razen frizura bo fuč, ne? Frizura bo pa fuč, to pa je vedno. Dobro. Pol pa naj bo. Zdaj, če vas mogoče zanima, kako se počutim, sem kar v nekem pričakovanju, ko se mi nekaj dogaja po glavi. Pa me res zanima, kako bo vse to skupaj delovalo, se bo kaj povezalo. Tako, sedaj še namažemo ta del, ga damo na uho. Evo. In kapo povežemo. Takole. Evo, kapa je zdaj nameščena, zdaj bomo pa dali elektrode na roke. Evo, kreme. Evo, to so elektrode. Rdečo damo vedno bližje srcu, črna je od spodaj, torej dobiti moramo dorzalno fleksijo. Malo namažemo z gelom. Zdaj, če mi lahko, prosim, dvignete malo, pa spustite, pa še enkrat. Evo, takole. Da bo to fiksno še, jaz prilepim to vedno z trakcem, kar pa ni. Kar pa ni nujno. Takole. In še druga elektroda. Evo, tako, roke sva zdaj naredili, zdaj pa še naj čaka noga. To bo malo. Fino je, ko pridete na terapijo, pri multipli, da imate trenerko ali pa legice, da grejo hlače lahko do kolen. Evo, tukaj je enak postopek. Samo, da so elektrode večje. Torej, rdeča bližje srcu, potem je črna.
malo, če mi stopalo dvignete k sebi, proti sebi. Ja, pa mi ne gre. Dobro. Videla, kako bomo dobili. Evo. Tako, zdaj ta del je gotov. Zdaj naslednjo, kar je, torej vam bom jaz nastavila torej moč, jakost, torej face elektrod. Vi morate čutiti na mišici, nekaterim bom rekla zaradi tega, ker imajo preobčutljivo, ne pride čisto lepo do dorzalne fleksije, morate pa na mišici čutiti. Ne sme vas peč, ne sme vas boleti. Bova poskusili, najprej bova naredili roko, potem enako bova naredili za nogo. Okay. Evo. Zdaj bom začela dodajati. Malo bom pogledala, kaj se dogaja z roko. Evo, se že dviguje. Tako. Vam je v redu? Vas boli, peče? Bova še enkrat poskusili? Zdaj bova pa naredili enako za nogo. Vam je še prijetno? Ja. Dobro, bova še enkrat poskusili? Lahko tako ostane? Ja, ja. Okay. Program preveri elektrode in če niso v redu namazane, torej da ni dovolj gela, da ni prevodnosti, potem javi. Zato moramo malo dodati gela. Priprava je tako kar natančna, mora biti, ne? Ja, zelo. Tako obsežna. Zelo natančna, sicer program tudi, tako sva prej videli, da je bila torej moč v elektrodah premočna. On to zazna, torej ustavi, tudi če je potrebno baterije menjati, sporoči. Evo, sedaj imava vse elektrode namazane in pripravljene tako, kot morajo biti. Sedaj pa gledate v ekran. Torej, z levo roko boste igrali na činele, z desno nogo bobne. In dobili boste navodilo, oziroma tukaj se bodo pokazale note. In ko boste videli note, si morate takoj začeti predstavljati, kako bi dvignili stopalo. Pri roki, recimo, kako bi nekomu pomahali, kako bi dvignili roko z mize. Zdaj, terapija se stoji iz 3 delov. Prvi del je kalibracija. Tukaj se bo vedno vaša roka in noga dvignila, ne glede na to, ali si boste vi gib pravilno zamislili ali ne, torej, in ali si ga boste mislili dovolj dolgo časa pravilno. Ko se to zaključi, je terapija še sestavljena iz 2 treningov, takrat pa boste pa vi videli, da se bo vaša roka in noga dvignila samo v primeru in enako bo torej tudi udarilo v činele in v boben, takrat, ko si boste gib pravilno zamislili. Ne, tako da, ko vidite note, si takoj začeti razmišljati o gibu. Torej, kako bi vi, jaz vedno rečem pacientom, nekje do 7 preštejete, dvigni do 7, to je nekje za dovolj dolg čas, da se torej dvigne vaša roka oziroma da je zamisel bila pravilna in uspešna. To je zdaj tako čisto preprosto povedano. Kako pa vem, katere note so za činelo pa za boben? Videli jih boste na levi oziroma na desni strani. Ok, dobro. Začneva.
Evo, zdaj je pauza. Torej, pri vsakem delu je vmes pauza. To je 2 minuti. V tem času, če so kakšne vprašanja, se v tem času vpraša, se pogovorimo. Nekateri pacienti tudi rečejo, mogoče po kakšni minuti, da se lahko gre naprej, ampak 2 minuti se počaka. Torej, en del traja nekje 15 minut. Torej, zdaj smo nekje 7 minut naredile, malo več kot 7 minut, zdaj je ta pauza, pa še enkrat toliko in potem sta še 2 treninga. Če vas zanimajo občutki med kalibracijo, vam povem, da je to res ena vaja, mogoče tudi sama s sebo, ko sem mogla biti tiho, ko sem mogla slediti, imam občutek, da ogromno delam tudi tukaj na kognitivnih funkcijah, mogoče celo več kot na motoriki, ko sem sledila, kdaj bo držljaj na roki, nogi in kaj se bo na ekranu dogajalo. Že takrat sem imela občutek, da je to ena res kompleksna zadeva, kot da moje celo telo v določenem procesu povezanosti. In malo tudi mogoče dolgcajtno, ampak tudi te minute minejo in potem se lahko stvar nadaljuje.